Dobro, dobrodošli za nazaj. Skupaj, da smo me kar tak tih, smo spozeli že noter v eno temo. Pa bi vas mogoče vprašal, vem, da ste omenili, gospod Borod, že prej na začetku eno temo, pa se mi zdi pomembna, da ker gibanje Svetovni etos je imelo v ponedeljek v Cankarjevem domu posvet, kjer je bil tudi naš premijer in številke so bile malo večje, ampak glede na to, da je to v Ljubljani in Cankarjevem domu, bi mogli biti krepko večje, tako da to lahko razmišljamo, kako res to dobiti ušesa in srca, predvsem malo večje, širše publike. Pa bi se vprašal, rekli ste, da tema naslednjo leto bi bila pomembna zaupanje. Pa vas lahko vprašam na tem mestu, kako tudi sledi na drugo vprašanje, zakaj zaupanje? To vprašanje bomo odgovarjali drugo leto. Ne samo jaz, temveč številni drugi, ki bodo govorili o zaupanju iz psiholoških, socioloških, filozofskih, religioznih in tako naprej, tudi gospodarskih. Zaupanje je nekaj, kar vsi poznamo, dejansko se pa s tem zelo malo ukvarjamo. Če bi nekoliko bolj pomislili na vprašanje zaupanja, bi videli, da so vsa naša razmerja, vsi naši odnosi tako drugače vpeti v kontekste zaupanja ali nezaupanja. In če danes govorimo o problemih, s katerimi je soočena naša družba in vemo, da je teh problemov ogromno in da smo predvsem nezadovoljni tem, kaj in kako pri nas je, bomo hitro ugotovili, da je eden izmed pokazateljev, hkrati pa tudi razlogov teh težav, ki jih imamo, to, da pri nas absolutno več nobenega zaupanja, pravzaprav v nobenem posameznem sektorju. V odnosu do politike že dolgo vemo, kaj to je neko notorično nezaupanje, ne samo pri nas, ampak značilno pravzaprav za vse demokratične družbe, ker imamo občutek vedno znova ljudje, da nas politiki zlorabljajo za svoje lastne namene in da ne služijo temu, čemu bi s politiki morali služiti, to je skupnemu dobremu. Tako nekega osnovnega zaupanja ni. Če se vprašamo, zakaj tega zaupanja ni, potem je bozaril se na to, da nekdo drug to naše zaupanje, ki je nek primaren emocionalni odnos do drugega, ki imamo, da je to zaupanje zlorabljeno. Enako se potem dogaja v odnosu do sodstva, ker vemo, da pravni sistem morda ne zasluži našega zaupanja v celoti, ker spet vidimo, da se zlorablja, da se ne streže pravičnosti, tako kot bi se moralo, tem, da so v ozadju interesi, ker močnejši ščitijo sami sebe, šibkejše pa seveda potem vedno zelo podrobno dajo na tehtnico pravne pravičnosti in jim potem sodijo. Enako se dogaja v odnosu do zdravstva, ker vemo, da si dosti plačujemo, moramo pa ogromno čakati, zato da pozdravimo najmanjše malenkosti, kaj šele, če smo hudo bolani in moramo čakati po mesece ali pa leta, zato da pridemo na vrsto, smo pa celo življenje vključevali. Tukaj gre za neko popolnoma vprašanje nezaupanje v celoten sistem in potem ne samo. Seveda potem se to širi tudi v medsebojne odnose, tudi tukaj smo ljudje zaradi tega, ker smo se dosti bolj kot kadarkoli prej prisiljeni boriti za svoj obstoj in je drugi bolj kot kadarkoli prej konkurent v našem lastnem življenju, smo a priorni sumničavi delujejo. V odnosu do soseda, v odnosu do sodelavca, ker ima vsak svoje lastne kriterije, ker ima vsak svoje lastne cilje, katerim teži in pogosto za dosego teh ciljev uporablja samo mogoča sredstva, ki so vse prej kot tista, o kateri govorimo danes, torej povezana z neko širšo moralnostjo ali kaj še osebno etičnostjo. Nezaupanje na vseh ravneh. Da se pa seveda potem postavi vprašanje, kje so razlogi za to nezaupanje, ali so to samo sistemski razlogi, dostikrat govorimo, mislim, to je neko neustrezno razumevanje, ko pravimo, da gre samo za sistemske težave. To je sistemski problem. Nepravnost je sistemski, nemoralnost je sistemski problem. Pride človek v nek sistem in se potem temu sistemu prilagodi. To deloma drži, deloma pa to ne drži. Razlog, zakaj, spomnite se razlike med obema pojmoma. Etos, sistemski del je ta skupni moralni, ker lahko vsaka skupnost oblikuje neka svoja pravila. Da nek sistem dopušča, recimo, če se vrnemo na gospodarsko ali politično sceno, da dopušča, da nekdo nekaznovano pobere del javnih sredstev in jih prekanalizira v neke svoje lastne projekte ali pa v svoj lastni žep. To dejstvo ne izključuje možnosti, da nekdo posameznik, ki je del tega sistema, teh možnosti ne bo uporabljal. In to je potem vprašanje osebne etične integritete posameznika. Mislim, da bi zelo poenostavljali, če bi rekli, da so vsi politiki pokvarjeni, so vsi gospodarstveniki pokvarjeni, vsi učitelji, vsi zdravniki, vsi pravniki, sodniki. To je neko pospraševanje, kateremu tudi teži večji del javnosti, kar je spet velik problem. Marsikdo v tej situaciji tega ne bo naredil, tudi izpostavljajo se samo negativni vidiki. Če nek zdravnik definitivno nosi krivdo za to, da je nek otrok ali nek odrasel ali kdorkoli tretji bil neustrezno zdravljen, potem se avtomatično to paušalizira in se govori o zdravniškem sistemu v celoti. Enako velja za vsak posamezen sektor.
In vse to so teme, ki jih je mogoče v kontekstu zaupanja, ki je neka zelo specifična tema, a vendar je možno potem graditi, raztegovati in pridemo potem do vseh ključnih vprašanj, ki jih je zlasti kolegica tukaj, gospa Kolenko odprla, sem ji že povedala, da je to zame najboljše predavanje danes. Se upravičujem, vse so bila dobra, ne? To je bilo boljše predavanje, bistveno boljše predavanje mojega lastnega predavanja. Zakaj? Zaradi tega, ker ključne teme. Ključne teme pa so vprašanje vrednot in vzgoje vrednota, ne? Ampak temu se bomo najbolj še potem vrnili, skratka tudi preko zaupanja pridemo potem do vprašanja vrednot, kajti če tukaj ni jasno, kaj so vrednote, kaj so skupne vrednote, ki naj bi nas povezovali v neko socialno, moralno, etično družbo, ki bo si skupaj prizadevali skupno dobro, potem je vse to prazno govoričenje in je sicer lahko zanimivo o tem pogovarjati, da potem, ko bomo ostali iz tega omizja, bo vsak šel v svoj lastni vrednostni svet in znotraj tega vrednostnega sveta uporabljajo vse mogoče strategije in načela in pravila za to, da bi te smotre dosegli. Toliko na kratko. Hvala lepa. Bi bil še tukaj, kar je rekel. Ker drugače sem jaz to vprašal, ker mi je všeč, se mi zdi, da zaupanje res odpre oziroma pomaga za marsikatere odločitve, ki jih v življenju, ki se mi zdi, da kot človeštvo jih moramo narediti, ker so takšne odločitve, verjamem, da so neke odločitve pred nami, ki bodo zahtevale to zaupanje, ker bomo se mogli odločiti za stvari, ki niso preverjene in ki bodo mogli zaupati drugemu, da ne bo zlorabo naše ranljivosti. Je pa vprašanje pri Matej, pri tebi, pa tudi potem, tudi sam sem se kdaj spraševal glede tega univerzalnega dohodka, ne? Ker je zdaj to je bilo vprašanje tistih minimalnih evrov 593. Kakšno imate mnenje glede tega, ker tukaj je tudi ena stvar zaupanje, ali zaupamo v človeka, da bo potem zaradi tega in obstajajo študije in tako, ali bi to res prineslo rešitev, ali ne bi prineslo, kako s tem, ne? Jaz priznam, da osebno se v to vprašanje nisem poglabljal dovolj dobro, da bi zdaj tukaj si upal zelo suvereno neka lastna stališča zagovarjati. Mislim, da je srčika problema nekje drugje. Ne? Jaz ne vem, če je zdaj ravno najboljši način, da naredimo neko uravnilovko čez vse in da potem v bistvu vse, ki nekje strižejo, potem porežemo glave, ne? To potem zelo malo pridemo do tistega kurjenja čarovnica, ne? Ker tukaj je tudi malo favšije, se jaz bojim, ne? Da nekdo, ki ima manj, potem gleda tistega, ki ima več. Bolje tukaj po moje vprašanje, kako nekdo do nekega denarja pride in bolje pa potem tudi vprašanje tukaj neke etike denarja, ampak meni je zelo zanimivo, ne? Mi se kar naprej vrtimo okrog tega, kar je zdaj že profesor rekel, za vse je kriv sistem. In tudi zato, da tisti, ki imajo denar in ga imajo, je pravzaprav to nek sistem denarja, ki vsi tisti, ki ga nimamo ali pa ga nimamo toliko, potem z nekim nezaupanjem gledamo na bogate ljudi. Ampak konec koncev s samim bogatstvom ni nič narobe in ni treba zdaj a priori začeti nasprotovati bogastvu, treba je pa tudi denar vzgajati. Oziroma, treba je vzgajati, po mojem mnenju, ljudi, ki denar imajo, da bogatstvo, da denar, da neko kakršnokoli premoženje služi nekemu skupnemu dobro. To je po moje bolj bistveno, kot pa zdaj določiti neko ravnilovko in reči, zdaj pa vsi v Sloveniji lahko imamo 600 evrov, to je zdaj tisti minimum, iz katerega živimo. Ker, ne vem, jaz si recimo ne znam predstavljati neke firme, kjer ima ravnateljica pa čistilka univerzalno isto plačo, ker ima ravnateljica bistveno druge odgovornosti, druge zadolžitve, kot jih ima čistilka. In mogoče tudi to ena od stvari, ne, da mi včasih pozabljamo, da tisti, ki imajo neke odgovornosti, za te odgovornosti tudi odgovarjajo. In ko se jaz kot odgovorno za neko pravno osebo podpišem, se ponovadi podpišem, da tudi kazensko in materialno odgovarjam. In to odgovarjam svojim denarjem. In če potem ljudem še to motivacijo vzamemo, oziroma potem tako ali tako ne bomo več našli nikogar. In zdaj me lahko križate, ne? Ampak jaz mislim, da v Sloveniji imajo absolutno vsi politiki premajhne plače, zato tudi delajo tako, kot delajo, zato ker dejansko za svojo odgovornost so plačani bistveno manj in za mene je anomalija sistema, da lahko ima in direktor zdravstvenega doma
dvakrat višjo plačo, kot ima pa njegov minister, ali pa da ne govorimo o predsedniku republike. Ampak tukaj je pa zdaj vprašanje, kaj pa zdaj s tistim denarjem človek počne. Mi smo se danes kar nalezli, da je denar ves umazan in da vsi, ki nekaj imajo, bi jim bilo treba pobrati, ampak ne vem, če je zdaj tukaj neko Robin Hoodovsko namesto, ampak je bolj ta tudi vzgoja k temu ozaveščanju, da denar, ki ga imam, kar je Marjana tam na hodniku rekla, veste, Karitas, nažalost, nas se drži ena fama, ki se jo ne moramo odlepiti. To je, da mi cote zbiramo, prepadamo in delimo naprej. In ko ljudi vprašate, in zdaj vam bom povedal eno izkušnjo, pa ni lepo, da šimam ljudi, ampak nekoč sem doživel na županovem sprejemu. Županov sprejem je pač županov sprejem, tam se malo lepše oblečeš, pa se malo bolj lepo obnašaš, kot se sicer. In je prišel k meni zelo lepo oblečen gospod in je pristopil in začel z menoj pogovor. Bil je pa ta gospod kar visoko v enih strukturah našega mesta in se je začel z menoj pogovarjati, da on ima pa eno stvar, ki bi jo rad z menoj rešil, ki bi on doma eno donacijo, ki zdaj ne ve, kako bi jo speljal. In človek se veseli tega, na županovem sprejemu, jaz sem mislil, da se vsaj 100 evri pogovarjala. No, na koncu smo ugotovila, da ima on 2 vreči cot po pokojni mami, ki bi jih rad prinesel na Karitas, pa ne ve, kdaj bi jih spel. Hočem reči, solidarnost ni to, da spraznemo omare in damo ven tisto, kar nam je itak premajhno in kar ne bi več oblekli, ker je iz mode. Ampak solidarnost pomeni, da dam tisti koš čokolade, ki bi jo sicer zvečer pojedel, ker me trese od želje po njej, ampak sem jo pripravljen dati tistemu otroku, ki jo pač že 2 tedna ni pojedel. In solidarnost tudi pomeni, da če imam več, potem sem sposoben tudi več od svojega premoženja dajati. Zdaj, če tukaj samo par misli, ker tako hvala lepa za to podelitev. Ta univerzalni zajamčeni dohodek je to. Ta ideja tega dohodka ni, da bi se jemalo o tem zgoraj, ampak razmišljanje, kar je dejstvo, da en članek pred kratkim sem prebral, da v prihodnosti bodo vse službe, katere niso kreativne, upravljali roboti ali stroji in tako. Meni, da je dejstvo, da bo ogromno ljudi brez dela. In to je zdaj tak ena pot razmišljanja, torej tisti, ki se upravlja. In potem zdaj po običajni poti do sedanje ekonomije, da lastniki strojev in tistih robotov, ki bodo reševali, čeprav seveda se ta zdaj teorija hitro zalomi, ker to ni možno. Ampak dejstvo je, da sem po mojem občutku, da res en korak je točno to, da tisti, ki imajo dosti več, da se prebudi ta občutek solidarnosti in da začnejo lahko deliti nekaj od tega. Zdaj, za ta zajamčen dohodek pa mogoče, da je kdo več prebiral, ampak vem, da je še, mislim, vedno v obtoku poizkus na Nizozemske, da je Utrecht in še 3 druga mesta, ker poskušajo, ker so prej za študijami ugotovili, da je človek, ki bo dobil namesto samo tistih minimalno socialno podporo, ki bo res, ne veš, ali umreš ali ne, kako, če je malo več, da se toliko spremeni njegova narava in avtomatska potreba, da bi začel dajati, da bi začel raziskovati, da je to veliko večji prihodek državi, kot izguba s tem, da daje več denarja. Ok, to je bilo zdaj moj komentar pri tem. Moram reči, da tudi jaz nisem o tem, ki je veliko niti prebrala, niti razmišljala, ampak sem pa istega mnenja, kot je povedal Matej, da mogoče to res ni neka rešitev za to, da se družine rešijo iz stiske. To je čisto moje mnenje osebno. Kaj pa mislite, da je rešitev? To, kar je povedal Matej, da je resnično treba ovrednotiti delo. Delo ni več danes ovrednoteno in v bistvu so neka dela, ki jih opravljajo ljudje, resnično slabo plačana, zelo slabo plačana in tudi ne želijo za tak denar delati. Glede na to, kakšno imamo socialno podporo in kljub vsemu moram reči, da smo zelo socialna država, z vsemi socialnimi transferji, nekdo, ki je doma, dobi veliko več, lahko rečemo, kot pa nekdo, ki je v službi. Plače so recimo zajamčene 590, kot smo prej rekli, z socialnimi transferji, če ima 2 otroka, dobi skoraj čez 1000 evrov. Se pravi, da ni neke stimulacije za delo, kar menim, da ni dober sistem, da ni
država dobro to zapeljala, pa ne, da so socialni transferi preveliki, sploh ne, ampak plače in delo ni vrednoteno, ne. Plače so tiste, ki so preniske. Jaz bi sam dve razmišljanje zdravo dodala, ker mi je take dve dobri istočnici, no. Odgovornost in zaupanje sta tako zelo, tako. Eno brez drugega ne more biti. Jaz lahko zaupanje zgradim samo takrat, kadar sem v tem odnosu odgovorna. Odgovorna, da se bova v tem odnosu mi oba dobro počutila znotraj tega, da se ne bova imela občutka ogroženosti in da vsak svoje delo tako odgovorno opravi, da to zagotavljava. Zato brez privzgoje odgovornosti za res lastno aktivnost. Jaz sem prej omenila, izpostavila sem namirno ta vprašanja, da bi se morali vedno znova spraševati in dati možnost, da se človek spozna. Kdo je? Predvsem pa mladi ljudje, recimo, ki bodo nekoč spreminjali to družbo. En moj znameniti stavek, ki ga menda vsi poznajo, je ta, jaz vedno rečem, vi morate biti bistveno boljši, kot smo mi danes. Ker vam mi danes kažemo na velikih področjih res slab zgled in morate biti boljši. Vi morate postati drugačni ljudje, boljši ljudje, z drugačnim razumom in to je ta odgovornost. Da prevzamem tudi jaz svoj del odgovornosti in zato, da če jaz vem, da imam, ne vem, sposobnost te empatičnosti, da to zgradim do te stopnje, da bom lahko se z njo pomagala, da bom lahko tudi aktivna. Namreč česa je tu v tem, ne, kot rečemo, ne, v tem, kar bi naj bili v uravnilovki narobe. Uravnilovka ni pravična. Pa ne vem, če kdaj slišimo to na glas. Uravnilovka ni pravična. Uravnilovka je najbolj krivična pravzaprav do vseh nas. Ker ni res. Prvič imamo potrebe vsak zelo drugačne. Drugič imamo dojemanje, ne vem, sočloveka vsak drugačno. Eden je res zadovoljen, naj vam povem, jaz sem zadovoljna z vodo, ker nič drugega ne pijem. In bom najbolj prizadeta, ko vode več ne bo na tem planetu. Ne, resno, želim samo to reči, da je absolutno uravnilovka ni dobra. In zato, ko bomo enkrat mi sposobni odpirati ta vprašanja pri mladi, srednji generaciji, zaposleni, nezaposleni, da lahko resnično vsak tudi nekaj vrednega doprinese, takrat jaz sem prepričana, da tudi ne bo se treba več pogovarjati, kaj je tisto, ne, zdaj, kaj mora država meni dati. Namreč aktivno državljanstvo je pa drugo, na katerega, ali pa aktivna vloga posameznika je drugo, kar želim poleg odgovornosti izpostaviti. Izjemno pomembno je, da mene oborožite s toliko znanja, s toliko veščinami in s toliko dejansko tega, da jaz prepoznam, da bom postala aktivna, ne da bom čakala na to, kaj bo meni država dala kot pravico, da bom počakala ali bom ne, ali če ko enkrat ne bom imela, vse nekam bom pa le lahko šla, ali jaz lahko tudi sama kaj naredim, da ne bom doma sedela in se zanašala, šla bom na Karitas po en paket, šla bom na Rdeč križ po en paket, v šoli mi bojo za otroke, zdaj govorim z tega, ker vse to delamo, za otroke mi bojo v šoli že pomagali iz šolskega sklada in tako naprej. Kaj je še meni ostalo? Jaz sem nekaj vprašam, kaj meni ostane? Zato, da sedim in čakam. Namreč, veste zakaj? Izhajam čisto iz neurologije. Možgani, človekovi možgani so narejeni za to, da se gibljajo. Morajo biti. In človek je narejen za to, da se giblje, da je aktiven, ker s tem v bistvu se izpolnjuje in raste. In najhujše je, ko ljudje sedijo in čakajo. In čakajo, kaj se bo z njimi zgodilo in računajo, koliko vse možnosti imajo, da bi lahko, recimo, ne vem, osnovno preživeli. Ko bomo kot družba tudi zrasli do te stopnje, da bomo posameznika in posamezniku dali to vrednost, to odgovornost, to možnost, aktivno vlogo in ga opremili za vsem tem. Sem jaz pripričala, da bomo marsi na katero drugo vprašanje odgovorili kar takoj. In da se ne bomo več vračali nazaj. Vse je pa povezano z zaupanjem, kjer je doktor Šlajpa začel. Ker je tam taka temeljna stvar. To mogoče tak razmislek. Koliko tem odpirate, da se bo težko pogovarjati? Jo, vse To je mišljeno kot pohvalanje, ampak hkrati ko želim izpostaviti, da če bi se resno lotili vsega tega, bomo tukaj obsedeli in ravno kar se nam povedali, da sedeti ni dobro, ne? Če bi pogovarjati. Ampak tako smo polemični. Rekli ste, da je bilo odgovorno od nas, če bi mladim rekli, da morajo biti boljši od nas. Zdaj pa se lahko čisto
Tako, za polemična os, ki je usmerjena proti vam, takole, kako se polemizira, ne smete to misliti kot škodožerno naprej, temveč kot apel k razmisleku. Ali smo res, se sprašujem, lahko skupaj premišljujemo, ali smo res odgovorni, če na mlade prilagamo breme, ker je to neznosno breme, in če mu rečeš, da mora biti boljši od tebe. Hkrati pa, zakaj postavljam ta pomislek, hkrati pa nismo sposobni, in mislim, da je to morda celo bolj ključno, hkrati pa nismo sposobni oblikovati razmer, znotraj katerih bi mladi dejansko lahko bili boljši od nas. Ker mi smo pahljeni v nek svet, v neko situacijo, ki je težja za mladočnika, kot je bila kadarkoli prej. Skratka, tudi mi vsi tukaj smo živeli v času, kjer je bilo lažje odrasti, lažje priti do tako imenovane zrelosti in tako naprej, ne glede na to, ali smo to postali ali ne, kot je to danes. To je v veliki meri povezano s tem, kar ste prej omenili, da svet še dalje zaradi IT, informacijske tehnologije postaja nek avtokontrolni sistem strojev in tehnologije, ki mu človek pravzaprav samo še služi. Mi smo postali podaljšek stroja. To je neka blazno stara zgodba, ki se vleče še v stare čase, ko so to nekateri že napovedovali, da se bo to zgodilo, dejansko se zgodilo. Zaradi tega sicer ne bo manj zaposlenih, kajti stroji zahtevajo vzdrževanje. Skratka, na vsak stroj, ki bo vodil, ne bomo brez posla. Imeli bomo, ampak ker bo treba izdelati in treba bo te stroje vzdrževati. Ampak mi bomo to potem dejansko služni teh strojev, v to gremo, to se je že zgodilo, potem mi nismo pazili. Skratka, razmere so tako zapletene, za mladega, za otroke, bolj kot kadarkoli prej. In če bomo zdaj rekli, moraš biti boljši od mene, mislim, da je to neko neznosno breme, ki mu nalagamo, pri katerem se lahko nekdo zlomi, ker sploh ne bo vedel, kaj pomeni biti boljši od mene. Kaj to pomeni? Skratka, to se pa tem vrača tistemu, kar je ključno, to so pa vrednote. Da se moramo dogovoriti, kaj so glavne vrednote, kajti vse ostalo so potem načela. Skratka, spoštovati človeka je možno samo, če je človek vrednota. Spoštovati življenje je možno, če se naučimo, da je življenje vrednota. Da je svoboda vrednota. Vrednote, tukaj imamo tudi dostikrat malo zmešane pojme, ker mešamo načela pa vrednote. Vrednota je tisto, kar je vredno. Vrednota je lahko obleka, topla obleka, če me zega. Ampak ta vrednota ni ista vrednota, kot rečete, dostojanstvo vrednota. To pa je. Znotraj religije je najvišja vrednota Bog. Znotraj človekovih pravic je najvišja dostojanstvo in svoboda. Življenje je mogoče temeljna vrednota, ki povezuje potem vse, ne samo človeka, temveč tudi nečloveška bitja. In če znamo vzgojiti ljudi v to, da vejo, kaj so vrednote, kaj je tisto, kar je za nas vredno, kaj je pomembno, izhajajoč iz tega, da smo mi najprej kot izhodišče, mora nekaj pomembnega, to je enako pomemben, vreden in drugi. In potem načela. Načela so pa, kako ravnati v odnosu do teh vrednot. In potem pravimo biti spoštljiv, biti toleranten, biti pravičen. To so vse načela. Ta načela pa funkcionirajo samo, če vemo, kaj je vredno. Mi lahko za manj govorimo o pravičnosti, če ne vemo, kaj je predmet tega pravičnosti. Jaz ne moram biti pravičen do nečesa, kar ne spoštujem, kar torej zame ni vrednota. Če smo mi naučili, to spet vzgoja ključna. Brez vzgoja tukaj ne bo čisto nič. Ne bomo otrokom vzgojili in jim položili v zidko, kaj so temeljne vrednote, potem je vse ostalo govoričenje v prazno. In dostikrat imamo čutiti tudi pri nas, na debatah svetovnega etosa, da ogromno govorimo o prazno, nismo sposobni spostaviti nekega temeljnega sistema in ta se vedno znova začne na vzgoji, zato sem vas tako pohvalil, ker je to ključno. In vi delate vzgoji in jaz lahko sam dam klobun dol, če bi ga imel, pa ga nimam pred tistimi, ki se tukaj dejansko trudite in vem, da je takih precej. Mi vsi ostali smo potem čudijo, pa nam gre razseko po konci, pa kritiziramo vse mogoče, naredimo pa malo. Pa tudi tisti, ki vemo, kaj treba narediti, dostikrat nismo pripravljeni karkoli narediti, zato ker smo se navadili v dobju in vsega ostali. Veste, neskončno tem bom nekaj. Znotraj. Hvala lepa. Malo repliko na to, če s tem. Danes imamo temo v bistvu svetovni etos, oziroma neka univerzalna svetovna usmeritev. Ampak to, kar ste zdaj vi načeli, oziroma na kar smo zdaj prišli, je v bistvu ena mogoče že ugotovitev, ker sem hotel nekako izpostaviti to testo, da večina izmed predavateljev, ali v bistvu bolj manj vsi, ste govorili ne toliko o nekem dejansko svetovnem etosu, ampak ste vsi slejko prej govorili o tem, da v nekem svojem lastnem ali osebnem notranjem okolju ali pa v neposrednem okolju imamo precej enih izzivov. Se pravi, tu v Sloveniji imamo precej neurejenih stvari, recimo, pa ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Celju, pa tudi v svojih lastnih osebnih odnosih, kar jih imamo. In se sprašujem, koliko je smiselno razmišljati zdaj v neki univerzalni sliki ali pa neki širši svetovni sliki, pa svetovnem etosu,
koliko je pa smiselno zdaj razmišljati ravno o teh čist osebnih notranjih stvareh, pa o neposrednji okolici, v kateri bivamo. Ne? In zdaj, če se navežem na to zgodbo z izobraževanjem, pa vzgojo, ne? Tu ne gre samo za otroke. Ne? Gotovo gre tudi za ostale ljudi, se pravi tudi za odrasle ljudi, za starostnike. Ne? V bistvu vzgoja in izobraževanje kot taka ne smeta, po mojem mnenju, ne smeta biti vezana samo na neko otroštvo, čeprav je takrat gotovo najlažje postaviti neke zdrave temelje. Ne? Ampak kot ste vi že namignali, bomo težko otroke drugače vzgajali, če se tudi ostala populacija ne bo naprej razvijala, no? Tako pa razmišljala. Ne? In v tem kontekstu me zanima v bistvu, zdaj, če lahko mogoče kar na vse predavatelje naslovim vprašanje, kaj vi mislite o tem, kakšno razmerje med tem univerzalnim svetovnim nadzorom pa držo, pa med tem, kar je nam bliže, kar je v naši neposredni bližini bi bilo smiselno zauzeti in kako dosegati to ravnovesje med delovanjem navzven in delovanjem v ožjem krogu. To bo drzno. To si bo drzno odgovoriti na to vprašanje. V vsakem primeru, če začnem, čakal sem, če bo zašel, kje je treba začeti. V vsakem primeru se ta dva konteksta vedno prepletajo. Skoraj je nemogoče reči, da se jaz gibljem v nekem notranjem svojem lastnem ali ožjem, kajti vse to, kar počnemo tukaj, recimo, če pogledamo samo konkretno situacijo, mi smo del Slovenije, da Slovenija ima svojo kulturo, ki je mešanica različnih kultur, glede na to, da smo na stičišču različnih jezikovnih skupin, pravzaprav nekjer v Evropi ne prihajajo vse jezikovne skupine skupaj, od urgofinske, germanske, slovanske in romanske, vse se tukaj mešalo skozi tisočletja. In nas je to oblikovalo. Skratka, različni vplivi, različni pogledi, zato smo se tudi slovenski po različnih prekmorci popolnoma drugačen, od Primorca, Gorenci, od Dolenci in tako naprej. Različni vplivi so tukaj. To je tisto, kar dela to deželo zelo bogato. Ne? To je tisto, kar je dobro. Vse ima pozitivne negativne. Skoro hočem reči, vsi ti široki konteksti, svetovno-nazorski, tudi religiozni, ne? Tudi politični in tako naprej, vse to se meša in oblikuje vsakega od nas. In vsakem od nas, če je vsak od nas nek atom, nek mikrokozmos, je vsaj delček tega, čemu rečemo celota. Ne? Na jezikovni, na kulturni, na religijski in tako naprej. Tudi če smo kristjani in po krščanstvu se mešajo vplivi in so sestavljeni vplivi različnih kultur, predtem judovskih in tako naprej, arhaičnih, marsikaj nas je še arhaičnih, mitičnih. Ne? To je ena kontinuiteta, zato je recimo Nietzsche, ki ste ga gotovo slišali, rekli, da je v človeku marsikaj še črn. Se še nas vleče. Vse to se nas sestavlja. Nikoli ne moremo ostro reči, to je lokalno ali to je globalno. Recimo pred 4 leti smo imeli, to je zanimivo, prvi posvet svetovnega etosa je bil vezan na temo svetovnih etos globalno in lokalno. Ne? Osebno ali pa družbeno, kakorkoli povezano tudi z etosom, kot sem prej to razložil, nekim osebnim, poglobljenim in pa družbenim. Vsekakor je pa vedno smo dolžni najprej začeti tukaj, ne? Pravimo, pri svojem lastnem pravu, v svoji lastni sobi. Najbolj neumno je vse kazati na celoto in celoto kriviti za to, da je z mano tako, kot je. Pri tem pa pozabljati, da med tem delom in celoto obstaja neka zelo notranja dialektika, da je neko vzajemno prežemanje vsega tega. Ne? Seveda sem jaz sem bil rojen, vsi mi smo bili rojeni v določene kontekste, v določeni državi, v določenem času, v določenem prostoru in da se tukaj že marsikaj prepletlo, ne? In smo mi pahnili v to in se moramo v tem znajti. Tako da kakor hitro smo del tega sveta in ta svet vpliva nas, mi tudi vplivamo nanj, če se tega zavedamo ali ne. Tudi če ničesar ne počnemo, je to vpliv, je to s tem kažemo določen odnos. Ne? Vse, kar naredimo ali ne naredimo, ne? Vse, kar storimo ali opustimo, vpliva ima vpliv. Ne? Če ne drugega bodo ljudje od nas mislili, da smo bodisi samotari, ali da smo apatični, ali da smo arogantni, to stikrat nekdo, ki je tih vzbujamo des arogance. In to potem pri drugih vpliva na to, da nas jemljajo drugače kot smo, ali pa lahko celo gradijo sovražnost, ali pa vstopajo v sovražnost, da do nas krimi nekaj ni všeč pri nas.
ker mi vplivamo za vsem, smo že del te celote. To, da začeti pri sebi, vedno začeti pri sebi, o tem govorijo vse religije, o tem govorijo vse filozofije, spoznanje najprej samega sebe, ampak tudi to spoznanje samega sebe nekaj zelo kompleksnega. Samega sebe spet ne moreš poznati, tako da umakneš v svojo sobo, zapreš, ugasneš luč, se pokriješ in potem začneš razmišljati do sebe. To nikamor ne pelje. Samega sebe spoznavamo kako? Skozi dejanje. Nikoli ne moreš samega sebe bolje spoznati, enako velja za drugega, kot skozi to, kar človek počne. Pravimo, kad se je predalo tudi filozofsko antropologijo, človek praktično ni nič drugega to, kar počne. Mi smo to, kar naredimo, kar počnemo. Skozi to, vse ostalo je abstraktno govoričenje. Povej mi, kaj delaš in povedal ti bom, kaj si. Mi sicer to poslušujemo na obleke, povej mi, kaj nosiš, pa ti povem, kaj si. To tudi drži. Ampak to je samo ena izpeljanka vsega tega. Kaj hočem reči, ja, to je zelo pomembno, ampak treba upoštevati, da smo mi že del nekega konteksta, da sta del in celota med sabo povezana in da nikoli ne morate vzeti samo eno, ne da bi hkrati imeli že drugo. S tem seveda naloga postane še težja. To je pa potem naša odgovornost, da se tega lotevamo. Morda tudi, da smo nekoliko bolj prizanesljivi do drugih, kajti vsi smo, žrtve okoliščin, v kateri smo bili vrženi, imamo različne talente, ki smo jih sabo dobili, smo inteligentnejši, smo dovzetnejši, smo manj inteligentni, smo manj čutno, ne gre samo za inteligenco, IQ, temveč tudi za emocionalno inteligenco, ki zelo podcenjujemo, socialno inteligenco, ki sta pomembnejši kot racionalna inteligenca, ki jo vežemo na IQ. Te stvari so večplastne, vsak od nas je pa seveda center, nek način center, na vse gledamo skozi naše lastne oči. To, da ta pogled z lastnih oči je pomemben ali pa ima pravo težo šele takrat, ko vemo, da je ta naš pogled pravzaprav tudi pogled drugih, da to ni samo moj pogled, temveč skozi moj pogled gledajo tudi drugi. Jaz bi se tu sam navezala na tole, absolutno. Zato je ta mogoče poudarek nujno potreben za prihodnost. Niti slučajno ni mišljena nevzgojeno izobraževanje samo za mlado generacijo. Jaz sem jo izpostavila zaradi tega, ker pri mladem človeku, če ima priložnost spoznati, da obstajajo na eni strani negativni pojavi, vsi ti, to sem prerekla, da bi boljši bili, to je mišljeno tudi, da obstaja, da tudi ve, da obstaja boljši način, da obstaja tudi druga plat, da je lahko tudi, neko slabo dejanje, ki poškoduje enega, drugega, tretjega, da obstaja tudi nasprotna. To je namreč zelo pomembno, da to dobiš in zagotovo to mu pomaga oblikovati tudi ta notranji svet, ko se reče, ki ga bo kasneje potem kazano zven. In tudi vplival na širšo družbo tukaj v lokalnem nivoju, tudi v državnem, če hočete, pa tudi v končni fazi na svetovni etos. Namreč to prizadevanje za mir, ko se velikrat reče, kaj to je. Jaz prispevam za mir že to, da se znam notranje tudi umiriti, ker je tudi moje ravnanje na ta način do sočloveka drugačno. Kot če sem notranje čisto razrvana in taka in agresivna in nasilna, bo tudi moje delovanje na ta način takšno. Zato je zelo pomembno, da pri mladih začneš postavljati ta temelj. Absolutno. Je pa najbolj pomembno, praktično pa to, česar se pa še nismo dotikali, koliko pa danes res se mi potrudimo spreminjati v tej pozitivni smeri, da dajemo mladim ta zgled, da se da, tudi če jaz sem do danes slabo ravnala, ampak jaz se lahko izboljšam, bom popravila tisto. Krasno je, če ti dajo v življenju drugo priložnost. In tretjo. In peto. Ker namreč zato je to, da se lahko res spreminjaš, da lahko to izboljšuješ in na ta način zagotovo vplivaš tudi dejansko. Zato je ta preplet res tega osebnega in tega, lahko rečemo, zelo širokega za mene neobhodno potrebno. In pa še sam eno stvar, kakšno je pravzaprav razumevanje sveta, koliko, da jaz res znam razumeti ta pojav. Ne bomo mi Slovenci, tudi če bomo mi zelo nekaj drugačni, ne bomo pomagali vplivati in spremeniti na bolje cel svet. Ker svetu vlada tudi nekaj drugega. Ampak že to je zelo veliko, da jaz razumem, zakaj se nekaj zgodi. Da poskušam razumeti, pa tudi malo se razbremeniš, veš, da ni vse od tebe odvisno, da tudi drugi vplivajo na to. To je nekaj takih zelo veliko pomembnih elementov, ki potem tudi uravnava ta notranji mir. In pa pogled, ali sem jaz lahko boljša, lahko tudi kaj prispevam. Mogoče to, kar je razmišljanje. Mogoče bi še jaz tukaj nekaj dodal iz čistega
zdaj bom šel iz enega zelo oskega krščanskega gledanja, staro krščansko ureditev sveta je dejansko, da je Bog na prvem mestu, potem je človek in potem so stvari, ki so spodaj. Jaz se bojim, da smo, in to je stara krščanska teorija, da če Boga spodbijemo, da potem njegovo mesto zavzame človek in potem na mesto človeka stopijo stvari. In jaz sem tukaj mogoče videl neko povezavo. Mi danes včasih splošno in osebno, ki se povezujeta in gotovo plemenitita enega drugega, razdružimo na ta način, da na mesto splošnega postavimo egoističen individu. In da potem jaz kar naenkrat postanem merilo sveta. To, kar je moj etos, ki ni nujno, da je ozaveščen etos, ki ni nujno, da je, ker etos, ste prej rekli, ne pomeni zdaj to, da vse, kar jaz mislim, je pa prav, in vse, kar jaz delam, je prav, ampak potem pa kar naenkrat jaz rečem, moja hiša, moja pravila, moje dvorišče, moja pravila, moja služba, moja pravila, in potem ta pravila začnem posploševati na skupno. In mogoče, in potem še to danes se mi zdi, tukaj je ta problem, da mi nekega konsenza več nimamo, Jaz se zelo spomnim, enkrat sem bil na enem, še kot mlad študent, na enem predavanju profesorja Zdenka Rotarja, ki je rekel, mi smo zdaj stare vrednote končno uspeli odpraviti, novih pa še nismo izumeli. Tukaj jaz mislim, da je srčika problema, za mene kot kristjana, ki vendar ta družba je neko kohezivno tkivo, ki ima neko, pač jaz ne vem, tudi neko bolj iz funkcionalističnega vidika gledam ta svet, vendar ta svet je nek dogovor, tudi če hočete, in se vendarle moramo zmeniti za neka skupna pravila, pa ali jim zdaj rečemo morala, ali jim rečemo etika, ali jim rečemo, da je zdaj Bog podstava tega, je konec koncev nepomembno, ampak neke skupne značilnosti človeškega so in to je pa potem tisto neke skupne vrednote, da sploh vemo, o čem govorimo. Če pa nimamo nobenih vrednot, potem pa pač lahko potem pa odprt lov na vse in veljajo samo moja pravila in samo moje norme. Tako da tukaj, jaz mislim, da je ta past, ko rečemo, zakaj bi se ukvarjali s celim svetom, dajmo se rajši ukvarjati sami seboj, da potem sebe postavimo na mesto sveta in začnemo potem delati svoj svet, ki je pa vedno krivičen, zato ker moj pogled je pač vedno, najprej pač pogledam na svoj popek, potem bom še pa začel gledati, kdo sedi na moji levi in na moji desni. Zelo pomembno, samo tole, neka pedagoška ali tudi vzgojiteljska žilica v meni in ne da mirune, da bi tega povedal. To, kar pravite, imamo svoje lastna pravila. Dejansko številni gledajo na svet skozi svoje lastne pravila, skozi svoj lastni mores, moralo in tako naprej, ki nima nič opraviti z skupnimi vrednotami. Vse je osnovno vprašanje. Kdaj lahko vem? Skratka, vsak pri sebi se mora vprašati, ali to, kar jaz mislim, da je v svetu vredno, pomembno, ali je to dejansko lahko tudi nekaj skupno dobrega ali ne. In to je neko splošno merilo, ki bi ga se moral vsak vprašati. Ko se vrnemo nazaj k Kantovi filozofiji, Kant je bil prvi, ki je to jasno zastavil. Gre pa namreč za naslednje vprašanje. Mi ljudje imamo svoje lastne maksime, lahko rečemo maksime, to so naši lastni interesi, naši lastni pogledi na svet in tako naprej. Da tisto, kar nas naredi za etična bitja, ne pa samo za bitje, ki imamo interese, je naslednji test, pravzaprav gre za test, ki ga lahko vedno znova vsak na sebi uporablja. Skratka, vprašajmo se, ali je moja maksima, po kateri, recimo, moram jaz vsak zvečer, potem, ko pojem večerjo, popiti dve steklenici piva, to je lahko moja maksima, recimo, govorim zelo nasplošno banalno. Ali ta maksima lahko postane univerzalni zakon? To pomeni, vprašajmo se, ali to, kar je pomembno zame, ali to dejansko lahko in mora biti pomembno za vsako umno bitje. Če imate dobre razloge za to, da rečete ja, to bi v bistvu moralo veljati za vse, potem veste, da je to vaša maksima pravzaprav več kot neko egoistično pravilo, temveč lahko postane etos, ali pa etična osnova, ali etična vrednota, ali pa etično načelo, odvisno za kaj gre. Seveda gre za vprašanje univerzalizacije. Vedno znova naše lastne, partikularne, osebne, egoistične, individualne poglede na svet postavimo pred preizkušnjo možne univerzalizacije. Ali to, kar jaz počnem, ali ste prepričani, da bi to želel vsak. In smo potem znotraj zlatega pravila. Ravnati do drugih, tako kot bi želeli, da drugi ravnajo vas. In tukaj gre za potem univerzalizacijo. Ne gre samo za to, kar jaz hočem, da je prav. Skratka, zlato pravilo samo na sebi ni dovolj. Kajti jaz se ne bi rad znašel v kontekstu zlatega pravila z nekim sadomazohistom. Kajti on se ve, kaj je. Zlato pravilo je premalo, ker se postavlja vprašanje, kaj je tisto, kar želimo drugemu, kaj je tisto, kar želim samemu sebi. Ker treba postaviti dodatno vprašanje, ali je to, kar jaz želim sebi, ali je to, kar drugi želi
pri sebi in potem posledično tudi meni, ali je to možno univerzalizirati. Ali bi to dejansko želeli vsi ljudje dobre volje, ne? Dobra volja je pa spet eno klasično osnovno, ampak to se lahko, smo zdravi, normalni, inteligentni in čustveno razviti ljudje, bomo tukaj zelo hitro našli soglasje. Morda ne bomo v vseh podrobnostih, to da osnove lahko postavimo in to je potem stvar dobre volje. Ne? Hrati pa to... Pardon. Izvolite, sem počal. Ne, se pa reče, se lahko malo pošalim. Se mislite vsi, vi bi dali to kot univerzalno, ne? Jaz ko pijem pa samo vodo, ne? Si predstavljate, kako bi se jaz počutila? Zato bi je Javno. Ne, to je samo tako. Ena krasna misel obstaja, no, ker se mi zdi, da je taka zelo sporočilna, pa nagre tudi v ta svet razumevanja tega individualnega, ne? In tega skupnega, kot je. Res je krasno, če bi se vsaj potrudili ljudje razumeti, ne, da moja notranjost, moj zemljevid še ni pokrajina. To se mi zdi, da tako veliko sporočilo nosi, da če bi samo to vedel, da bi se zavedali tega pomena. Ne. Jaz imam seveda moj notranji zemljevid, v katerem je zarisano marsikaj, ampak to še res ni pokrajina, to ni svetovni etos. Samo toliko, to razmerje mogoče na taka lepa misel, ko se mi zdi, da ti da razmišljati tako v tem razmerju tudi. No. Kaj je Irina? Ne vem, moj čisto osebni pogled, da če pa želimo karkoli spreminjati in lokalno in globalno, se mi pa zdi, da je vse najpomembne, da najprej spremenimo vse. In tako sem jaz razumela njegovo vprašanje, ne? Ker ne gre za to, kaj zdaj nosimo, ampak najprej stalno moramo to razvijati, zato da bomo ustvarjali drugačen svet, kako ste rekla. Ne? Če se lahko navežem na vaše izvajanje prej, ko ste omenili tiste ministre in njihove plače, ne? Se mogoče so res premalo plačeni, ampak oni tudi dostkrat ne delujejo etično, ne? Se ne zavedajo svojih odgovornosti, tako da to je pa v njih, ne glede na to, koliko so plačeni. Glede na to, kaj delajo, so dostikrat preplačani, ne? Tako. Nekateri so preplačani, tu je treba biti Jaz nisem predsednik sindikata. Razumeli na dobre. Jaz bi pa to ena stvar vas vprašal, ker me zanima, ne, pač po mojem razmišljanju. V kakšni meri je zdaj ta svetovni etos ali etos človeka ali človečnosti prihaja od znotraj in prihaja od zunaj? Torej, ker zdaj so to zelo razmerje, ali lahko človek sam nekje, ali to stvar razvoja, da prebudi, da spozna v vsej meri, bi rekel, idealnega, popolnega človeka, ali je to samo stvar vzgoje, od zunaj, izobraževanja, ne? Tako. Gledate, mene sprašujete meni ali to? Gledam vas in sprašujem vse. Lahko še malo razvijam. Vem, kaj sprašujete. Dobro. Odgovor je relativno preprosto. Faktično pa zelo zapleten, ne? Zlasti v tistem drugem koraku, kako to narediti. Dejstvo je, da človek ni moralno etično, recimo, da bomo to v paketu obravnavali, ni moralno etično bitje samo zaradi vzgoje, ne? Človek obstaja nekaj takega, če mu lahko rečemo naravna moralnost. Kaj s tem mislim? To pomeni neke temeljne občutke, ki so moralno-etični občutki, ki so na neki dovolj elementarni ravni lastno že živali in tako naprej. Kaj se nišče ne bo rekel, da pes ni zvesto bitje. Ne? Zvestoba ima nekaj opraviti z tem, čemu pravimo moralno-etični občutki. Že pri živalih lahko čutite zvestobo. Zato številni ljudje, ki so razočarani v svetu, lažje živijo živalni, ker so bolj potrjeni, več je zaupanja, absolutno se lahko zaneseš, ne? Nekoga. To so vse moralno-etične vrednote v človeku. V tem so tudi osnovno etično načelo v številnih religijah, od krščanstva, budizma, islama in tako naprej se čuti. O tem so vsi govorili, kolega iz islamske skupnosti, religijske skupnosti, zaupanje oziroma vprašanje pravičnosti, vse to je tudi celo pas občutim, ima nek občutek za to, kaj je pravično. Ne bo preveč, ne bo premalo, ker pravičnost ima nekaj za neko srednje mero praviti. Hočem reči, naša narava, gensko je v nas moralni občutek, s tem se znotraj filozofija predvsej govorilo, obstaja nekaj tako kot moralni občutek. Tudi če nimamo nobene vednosti, tudi če nismo nikoli nečesa brali, nikogar poslušali, v človeku je nekaj takega, čemur lahko okvirno rečemo moralni občutek. To je hočete, strategija življenja.
Kajti izkaže se, da skupnosti, socialne skupnosti ali pa življenjske vrste, ki živijo v skupnosti, bolje funkcionirajo, če živijo v sožitju, če drug drugemu pomagajo, kot če ne. In to je gen nasilja v temu. Nekaj drugega pa potem, kaj z tega občutka naredite. Jasno je, da bo neka mati zelo sočutna do svojega lastnega otroka in da to ni stvar njenih izbire. Ne, to je geni nasilja, instinkti silijo mati, tudi očeta, v manjši meri pa vendar. Jasno je, da boste zaščitniški do svojega otroka, do svoje matere, do svojega očeta, da boste radodarni do njih, da jim boste pripravljeni pomagati. Tudi tukaj ni nobene velike moralne prebojenosti v ozadju, temveč je to naravnost, deluje skozi nas. Zato so naravne ljudstva, naravni ljudje zelo pristni in tako naprej v teh ožjih kontekstih, kot zelo urbana okolja. Tisto, kar je glavni problem, pa je zdaj vprašanje, in tukaj potem stopamo v stvar kognicije, umnost in tako naprej, ali je možno to, kar je v nas naravno dano, razširiti tudi do tistih, ki ni moj sin, ni moja hči, ni moja žena, ni moj oče in mati, ker je samo po sebi umevno, da smo sočutni, da pomagamo, da se žrtvujemo, da jim zaupamo, da jih spoštujemo. Ali je možno to razširiti tudi do tistih, ki jih ne poznam, tudi do tistih, ki načeloma ne spoštujem, ali celo onstran človeške vrste to razširiti v smer nekega etičnega univerzuma, celote bivajočega, ko je tudi žival, ko je tudi rastlina, ko so tudi gore in tako naprej pred, bom rekel, vrednote kot vrednota, do katerih potem vstopam z vsem tem aparatom, instrumentarijem, moralno-etičnih načel in vrlin in tako naprej. Skratka, to je tisto. In tu je zato vzgoja spet ključna. Zato, kot so bi opozarjali, otrok ima vse vse. In je neizmeren vir idej in te prvotne primarne spontanosti, ki je očarljiva, ob kateri se starši in ostali topimo in tako naprej. Ampak to je treba potem obdelati. Kdo pa zna, to je drugo vprašanje, kdo jih lahko uči, zato je potrebnega precej znanja, precej občutka tudi, ampak to je potem dejansko možno razvijati naprej. Pri otroku lahko vi zelo hitro razvijete njegov občutek, ki ga ima do starša, do kolegice, prijatelja, mame, naprej do živali. Otroci imajo neizmeren občutek za govorno ravnanje živali, za naravo. To se pozneje izgubi. Tudi, če bi to v vzgoji od vrtca naprej delali, bi velik del ekološke krize, pretiravam, lahko odpravili. Mi smo popolnoma brezčutni do narave. To nas je učila tudi naša kultura deloma, ki je potem te naše primarne instinkte potisnila in se je potem moralnost obravnavala samo znotraj medčloveških odnosov. To je velik problem. Etika je torej zahodna etika je etika medčloveških odnosov, ki popolnoma zanemarja vse ostalo, kar ni človeško. Zaradi tega imamo tudi opraviti za tem, da se narava obravnava kot instrument, kot sredstvo, ki ne služi človeku. To je druga zgodba, je pa povezana s tem. Skratka, ja, v nas so zasnove moralnosti, ki so naravne, in potem neka kultura lahko to naravno moralnost popolnoma zatolče, jo uniči in naredi iz človeka avtomat, ki se sicer giblje znotraj nekih pravil, vse, kar je onstran popolnoma odpove in je nemočen, nepogleden in tako naprej, traumatičen, nevrotičen in tako naprej, mi smo nevrotične bitje postali, ali pa lahko te primarne občutke z premišljeno, načrtno, sistematično vzgojo dejansko počasi širite v smer tistega, kar nam je svetovni etos bil, planetarno skupnost, sožitja, dobrega in tako naprej. To ne pomeni, da lahko odpravite. Vse zlo. Lahko pa v bistvu v večji meri regulirate, v večji meri nadzorujete in tako naprej. In ste neke vrste subjekt, gospodar. Hvala lepa. Jaz sem želela samo podpreti tole z enim primerom, recimo, odnosa do starejših ljudi. Kako se spomnite, mi smo kar nekaj let v družbi, jaz sem tako malo prenesenem pomenu vedno rekla, smo uspešno razdruževali generacije med seboj. Res, dobesedno razdruževali. Na eni strani smo kaj bomo in stari in starši, kaj bomo takole. Zadnjih nekaj let, recimo 5-6 let, so pa moderni, medgeneracijska povezovanja in tako naprej. In jaz se zato delim to tukaj, ker namreč podpira ravno to razmišljanje. Medgeneracijsko povezovanje, ko ga ti otrokom želiš, ali pa mladim ljudem, ali pa tudi sicer vsem generacijam, želiš takole, potem na nek način umetno prinašati, ne bo nikoli tisto ta pravo. Otroci so se na nek način, ali pa mladi so se na nek način temu uprli, ker otroci v tem svojem osnovnem so vedno čutili zanimivo odnos do nekoga, ki je star. Veste, kje se je to najbolj pokazalo? Ko smo mi otroke peljali v dom v Savini, med stare ljudi. Ni bilo treba nič prej ne vem kaj reči, ampak enostavno. Otroci so se tja med njih usedli, so z njimi začeli debatirati, ni bilo treba nič reči, kako je zdaj treba to narediti. To pomeni to.
da so neke stvari, ki so v otroku že, potem je pa samo vprašanje, koliko imajo možnosti, da lahko potem seveda to nadgrajuje z našo pomočjo. Pa smo spet pri tem osnovnem. Ja bi to sam vprašal, kar dajte vi. Budući da smo miješani, evo da ja lično primjer na bosanski, malo mi je lakše, ja vjerujem da vi razumijete, pošto ste radi u starijoj generaciji, počevši od odgoja, poslušati se prvo jednom anegdotom, radi se o jednom našem poznatom pjesniku, Musi Čazimu Čatiću, iz jednog malog gradića iz Tešne, koji je živio bohemskim životom, volio je popiti tako, da jednog dana toliko se napio, popio da je se ovako u jarak zalegao, pa je naišao u Deris, to po meni Efendija duhovnik, star već, i ovako sa štapom je išao i on njega malo ovako štapom dira i kaže, pa Bolan Čazme, jesam ja tebi tako učio. On gleda njega i teško priča, kaže, moj, kao naberi se, kaže, koga je Bog odgajio, on je tako ko ti, a koga si ti odgajio, on je ovako ko ja. Ovo samo navodim, kad je riječ o odgoju i obrazovanju, nastavljeno na djecu, na otroke. Mi često volimo kazati da djecu odgajamo 20 godina prije nego što se rodi. Šta to znači? Da mu treba naći mamu koja će ga odgajati. Eto, u tom segmentu se odgajaju stariji. Dakle, s jedne strane. S druge strane, činjenica je da, kažu tako ovi statističari koji se vole baviti time, da ko nije lijep do 20. godine nikada više neće biti lijep. Ako nije bogat do 30. godine, da više nikada bogat neće biti. Ako ne bude do 40. sazrio, bude kao insan, kao čovjek, nikad više neće doći sebi. Pa ti njega odgajaju, ne odgajaju, nema korista. Zašto? Pa uzmite primjer hrasta mladoga koji kada vjetar puše, on se povija na svaku stranu. A uzmite onaj stari hrast, on njega polomi, on neće da se makne. I tako je stariji čovjek, ti njemu govorio, on ostaje pri svojim idejama i pri s druge strane, da to je u konceptu ovoga, o čemu danas govorimo, da toj mladeži, toj našoj djeci prenesemo činjenice kad je pitanju odgovornost, kad je pitanju odnos prema radu i prema svim drugim. Rad je na prvom mjestu, naravno, pa sve onda da shvati. I isto tako imamo jedan dobar primjer u pogledu toga kod Sulejmana, poslanca koji je nekada bio kao car, kao vladar, i on je imao, kao adet, mi to kažemo, običaj, da se preobuče u ruho siromaha, da prošeta mjestom, čaršijom, da vidi kako narod živi i šta narod kaže, šta narod priča. Pa pita jednoga, znaš li ti cara Sulejmana? Kaže, znam. Pa kakav je on? Kaže, dobar je on čovjek. Kaže, jako fin čovjek. Samo kaže, ne živi, ima jednu mahanu, dakle ima jednu manjkavost. Ne živi od svog rada. Živi od države, iz državnog budžeta. I on je sav skrhan. Došao kući 3 dana, nije izlazio iz kuće i razmišljao i molio Boga da nađe izlaz, da nađe rješenje. I Boga podučio da pravi pancire. I on je bio poznat, stručnjak u tim pancirima, u tim železnim rokovima, da to pravi i da od toga živi. Dakle, da živi od svojih ruku, od svojih 10 nokata. Znači, to je u jednom vidu da se znaju, da ne čekaju kad će, hoće li država mu dati, hoće li ići na Caritas, hoće li biti ovamo ili tamo, nego da on radi. Kad ima snagu, mlad je, ima snagu, ima sredstva, ima okolnost, ima i sve tako da. Dakle, i da onda u životu reda u prioriteti, kad je riječ o prioritetima, kad je riječ šta je važnije od važnije. I profesor jedan je imao običaj
doći na čas, kad govori studentima o tom, na naraciji toga, donijeti jednu onu tegu, onu tegu od krastavica i donijeti ping-pong loptice i donijeti male kamenčiće i donijeti pijeska i tako dalje, pa je onda počeo redati to. Prvo je stavio loptice ping-pong i više nije mogla ni jedna da stane. I onda je stavio kamenčiće, su mogli kamenčiće, kad ih prodrma malo, oni nađu svoje mjesto. Pa nije moglo više ni kamenčića, pa se onda pijeska, pa je pijesak mogao, jer kad prodrma, i na kraju kaže i kahve može malo. Kaže, ima vremena i za kavu. Znači imamo vremena i sjest. Danas mi nemamo vremena. Danas niko ni za koga nema vremena. Zašto? Zato što nisu prioriteti, poslovi i život općenito poredan po prioritetima. Po važnijim, što je važnije, pa manje važnije i tako dalje. Nego obrnuto. Poredan je od pijeska, mi smo odmah pijesak nasuli, tako da mi više nema mjesta za ovo što je važnije. Znači, to je na neki način jedan pogrešan pristup, pogrešan odnos u životu i veliki, i mali, i djece, i odrasle i tako dalje. I na koncu da znaju, da shvate da smo mi stvoreni od jednog čovjeka i od jedne žene, da smo razdijeljeni na narode i plemena, da se međusobno upoznajemo, da razgovaramo, da se dopunjujemo, pomažemo u svakom pogledu, u svakom segmentu i tako dalje. Mi na časovima vjeronauke često djeci kažemo stvoreni od jednog čovjeka, stvoreni od Adama, ne znam, i njegova žena od njegovog rebra i tako dalje, pa da se malo našalimo. I ovako jedan učenik je došao u kući i tako malo se držao tu i viče kao nešto da boli. Mama pita, pa šta je, jesi bolestan? Ja sam, kaže, nešto kao možda će se poručiti, može se ženiti. Tako je pravo da se reakcija. Mislim, u svakom pogledu je dobro da se o svim stvarima govori i da se, kad je pitanje ova različitost, da se mi spoznajemo, da stavimo na stol ono što imamo i da vidimo, da nema nikakve bojazni, nema nikakve preziranja, nema nikakvog straha od ovoga ili onoga, jer svi smo mi ljudi, mi smo prije svega Slaveni smo, svi tu živimo, tu dolazimo, radimo. Puno je tu ljudi koji su došli iz moje Bosne i Hercegovine, koji rade, ima tu i sportaša, ima od Handanovića, ne znam, do radio voditelja, televizijskih i tako dalje. Znači, to je narod koji svi drugi narod, samo trebamo se spoznati, Mislim, pogrešno je to što mi dobivamo informacije, često puta i krive i ne sa pravi izvora. Jer jako je važno dobiti informaciju sa izvora. Voda, mi znamo svi da je voda na izvoru najčistija. Ona što ide dalje, sve ona više prljava i više I nema tu onoga idealnog, jer život je sasvim nešto drugo. Život je jednostavno rijeka koja nosi sve. Dakle, sa sobom i lijepoga, i dobroga, i lošega, i tako dalje. Znači, mi tu vodu trebamo dobiti na izvor čisto. Znači, informaciju dobiti iz prve ruke, koja će nama razbiti sve te stereotipe i koja će nas dovesti do saznanja i do uspoznavanja, spoznavanja drugih, drugačijih i tako dalje. Mi danas često tako kad govorimo o tome da nema onoga idealnoga ili se za tim idealni mi jednostavno ovako sakrivamo za demokratiju, ne znam, kad govore o demokratiji, pa demokratija je to. Čekaj, nema demokratije u apsolutnom smislu. Ima neka crta, ima neki plafon dokle se može. I zato ja se našem kažem da bolje shvati šta je demokratija. Demokratija u stvari treba razlikovati šta je demokratija i demokratizacija. Mi smo u demokratizaciji, a demokratija je nešto što je idealno, što je utopija. A mi smo u demokratizaciji. Na primjeru, recimo, kanal i kanalizacija. Iskopate kanal, on je čist, tamo možeš reći njega.
pa kanalizacija, šta ima? Ima svašta. To je demokratizacija. To kad razlučimo i kad naši mladi to znaju, onda nije problem. Ja nisam ništa govorio, pa sam ovo rekao. Jaz sem hotel reči, ko sem poslušal vaše predavanje, ampak je lepo, ker dobrota ima samo en okus, ne? Pa isto kot je Matej uporabljal iz izkušenj tega svetnika antiohijskega, da sem se ga prav zapomnil. In res je to, ko enkrat dobiš ta okus, kako lepo je poslušati. Res je pa potem, kaj pa v praksi se dogaja. Ne. Ma kdo tukaj še kakšno misel ali vprašanje? Ja, prosim. Ves čas razmišljam, kako sem vesela, da sem prišla sem to dopoldne, da pomembno se je bilo poslušati. Mislim, pa ves čas razmišljam tudi o tem, da en velik nemir vnaša v našo družbo, velikokrat tudi v nas same, pomanjkanje tiste zdrave, plemenite ponižnosti, skromnosti in hvaležnosti. Se mi zdi res to, kar je bilo večkrat poudarjeno z vaše strani, v naši družbi klepenje, stremljenje k nekim materialnim vrednotam in potem na neki točki pozabiš, da je velikokrat umetnost življenja, da znaš lepo in zadovoljno in uspešno in srečno preživeti s tistim, kar si, kdo si in s tistim, kar imaš. Ne? To ste nas spodbudili, gospod profesor, ko ste govorili o relativnosti interpretaciji teh številk in o kreditih. Velikokrat nekdo, zakaj moraš imeti toliko kreditov, prosim, ne me narobe razumeti, pomagamo človeku, ki nima omogočenih nekih življenjskih pogojev. Ne? Ampak res, zakaj imaš kredite, če lahko imaš avto, ki je star 10 let, ni nujno, da imaš avto zadnje BMW, ne vem, serije, ne vem katere. Ne? In pred kratkim sem se vrnila s potovanja, ker mi je bilo recimo to še posebej poudarjeno in izpostavljeno in sem to začutila. Kako smo mi velikokrat nesrečni ravno zaradi tega hkrpenja, stremljenja k nečemu, pa v bistvu smo zelo, zelo bogati. Recimo, ne vem, bila sem v arabskih deželah, kjer z našimi očmi bi marsikdo rekel, kako lahko sploh živi, je reven, ampak takega nasmeha na obrazu že dolgo nisem videla zadovoljnega človeka. Moje razmišljanje. In še vprašanje. Ne bom vas spraševala, kako zelo preprosto ste rekli, se sliši ta teorija ohranjati spoštovanje do sebe, do sočloveka, v odnosu ohranjati svoje dostojanstvo, dostojanstvo drugega, ne počni nekomu stvari, ki jih ne bi želel izkusiti na lastni koži, recimo v negativnem zagotovo smislu. Tako enostavna teorija. Zakaj je praksa velikokrat tako težka? Da bom vas spraševala, ali bomo dosegli ta poenoteni svetovni etos. Samo zanima me, ste optimisti? Mogoče to zaključno lahko vprašanje. Ne bi razmišljal o pesimizmu in optimizmu, jaz bi rekel, da sem realist. Mislim, da biti realist je najbolj pametna opcija, ne? Ker je srednja, ker je pravična, ker se izogiba ekstremom. Optimizem je dostikrat naivnost. Ne? Biti realist pa seveda predpostavlja tudi določeno razumevanje, poznavanje čega, kako je človek je. Jaz sem realist zaradi tega, ker vem, da človek lahko postane boljši, vem, ker imamo ogromno manevrskega prostora za izboljšanje. Imamo tudi sposobnosti, da to naredimo. Razlogi, zakaj tega ne naredimo tako hitro, kot bi si vsi to želeli, so številni, to se ne bom spuščal. Družbe, če pogledate, se vendarle spreminjajo. Marsičem se spreminjajo tudi na bolje. Mi smo vedno zelo kritični do lastnega časa, to, če bi vas kdo vprašal, ali želite živeti danes, tukaj in zdaj, ali bi želeli živeti 500 let pred našim štetjem, ali v 12. stoletju, ali v katerem koli drugem času, mislim, da bi večina rekla, vendarle zdaj in tukaj. Kar pomeni tudi temu, da vedno praviloma človek vrednoti bivši čas bolj kot vse stare, ki govorijo o zlati dobi, ki je na začetku, potem srebrna doba, pa železna, pa tako naprej, grška filozofija, krščanska, judovska in tako naprej, islamska religija izhajajo iz ornega raja, iz edenskega vrta, kjer je človek živel v sožitju in tako naprej, in potem padec. Ne? Potem
življenje, Grenko, Sladka dolina in tako naprej, trpljenje. Vse to je res in ni res in tako naprej, vse to treba zelo razumeti. Ne? Ker najboljši čas je vse čas, v katerem smo, to je de facto, vse ostalo je brezvezne razmišljanje. Ampak ta čas, kakršen je, če v njem prepoznavamo in to vsi počnemo nepravilnosti, nekaj, s čimer nismo zadovoljni, je tisti, ki nas najprej zavezuje, da nekaj sami naredimo. Tu imamo potem razlika med teorijo in prakso. Naredimo nekaj. Ne? Jaz sem seveda tisti, ki govorim o tem, ker sem za to plačan, ampak z govorom se da tudi vplivati in s svojim delom in to naprej, da se nekaj spremeni. Jaz sem realist in vem, da se da. Že samo to, da obstaja ogromen interes ljudi. Ne mislim, da je na ta interes tukaj. Če bi ljudje vedeli, o čem se tukaj pogovarjali, sem pripričan, da bi tukaj, ne zaradi tega, ker smo mi tukaj, temveč, ker so teme take, da nas nagovarjajo, ne zato, ker smo mi bolj pametni in drugi in naprej. Vsak od nas, tisti, ki se strinja s tem, kar ste vi rekli, pomeni, da misli enako. Ne? Tukaj bolj ali manj preprečujemo prepričane. Smo si podobni. Toda, če začnemo o tem govoriti, pomeni, da te stvari tudi osmišljamo in tako naprej. To je vedno zelo koristno takrat, ko ravnamo. Je neka dodatna spodbuda tistemu, kar smo itak že počeli, pa se nismo premišljali tem, da je vedno. Če vemo, da je to pravilno, bomo ravnali še bolj. Bomo imeli več energije, več volje, da se tudi druge opozarjamo morda na napake, mimo katerih smo prej hodili, ne da bi se na to obrnili, ne? Vedoč, da tudi če se bo drugi malo spremenil ali pa malo pogledal na se, da bo on, ne samo on zaradi tega bolje živel, temveč tudi jaz in celotno skupnost. Ne? In v tej smeri se splača prizadevati. Ne pomeni pa to, da bo zaradi etike, da bo zaradi svetovnega etosa na zemlji vladal raj. Raja ne bo nikoli, ne? Raj je vizija, raj je utopija in to koristna, nujna utopija. Mi moramo imeti te ideje, ne? Človek mora imeti predstavo Boga znotraj religij. Religija pa Bog je nujna ideja človeka, ena največjih idej. Ne? Ampak tudi, če v Boga kdo ne verjame, so ideje etične pravzaprav nekaj, kar zaseda podobno vlogo. Mi rabimo orientirje, ne? Po katerih svoji svobodi, svoji odprtosti, svoji nedorečenosti dajemo nek kontekst, v katerega se orientiramo. Človek je edino bitje, ki rabi orientirje, vse ostalo. Za vse ostale živo bitje narava poskrbela, človek mora v veliki meri skrbeti sam za samega sebe. In tukaj pa se ne ve točno kako nekaj. Skratka, poti so odprte, samo od nas samih odvisno. Vem pa, da vsaka taka pot pomeni tveganja, ogromno gre na to narobe, tudi bošno narobe, ne sem zaradi Murphyja sem tisto, kar drži, ker je opozoval življenje. Tako je, to je del življenja, to življenje treba sprejeti, ampak ne zaradi tega, ker je takšno, da se nismo ne zaradi tega, ker je nezadovoljujoče za nas potem dati glavo v pesek, se obrniti, biti razočaran in tako naprej. To mora biti spodbude, da nekaj naredimo, ne? Da se trudimo. Če tega ne bomo počeli, potem bo svet šel po svoji logiki in ta logika je, ja, ta logika ima svojo logiko in se ve, kam greč, ne bomo več naredili. Ja, danes je večina ljudi optimisti. Odgovoram več razlik između pesimisti in optimisti. Pesimista kaže, stanje je tako, da ne može biti gore, optimista kaže, mora. Vas povabim, da je to, ker mislim, da časovno prihajamo do konca, da je to tako zaključna misel. Ja, potem, če je to zaključna misel, zdaj takole, jaz se zelo pridružujem temu, absolutno optimizem, da mora voditi skozi to, znotraj tega je pa nujno treba res ohraniti ta realističen odnos, ker se mi zdi, da samo na ta način lahko tudi vidiš, to je tisti vizionarski pogled, ki mu radi rečemo, da se da nekaj spremeniti. Jaz se tudi zato nekako predstavila, da kljub temu, da je danes precej pesimističnih ljudi med nami in da dvomimo, ali lahko kaj spremenimo, zagotovo se da kaj spremeniti. In v to je treba verjeti, čisto enostavno. In jaz vedno rečem, če si iskren v tej viri in v tej res namenu, da boš nekaj spremenil, boš tudi lahko spremenil. Predvsem pa se mi zdi, da smo mi odgovorni, da razmišljamo vizionarsko, pa predvsem, da dajemo priložnost, da še koga okužimo, da nas bo tudi zaradi tega več, ki bomo tako razmišljali, pa hkrati seveda ohranjali res ta, ko se reče, realni pogled na vse to, kar nas obdaja in kjer dobivamo tudi priložnosti za razvoj. Tako da jaz verjamem, da se da. Jaz sem zelo optimistična, vedno, in mislim, da se svet spreminja, oziroma da se ljudje spreminjajo na bolje, vsaj skozi svoje delo to opažam, da so pripravljeni pomagati sočloveku, da so tisti, ki ponujajo tudi roko in mislim, da je teh ljudi vedno več. Seveda sem zelo realna, žal še vedno je veliko in nasilja in
agresivnih dejanj na svetu, ampak če nekako mi sprejmemo to, da to ni sprejemljivo v življenju in da je to družben problem, ne problem posameznika, mislim, da s tem lahko svet spreminjamo na bolje. In jaz verjamem, da ga ljudje nekako spreminjamo na bolje. Jaz ponavadi ne govorim o optimizmu, ampak govorim o upanju. Upanje pa mislim, da obstaja dokler tiste 2 minute po tistem, ko nehaš dihati. Takrat je potem samo še upanje, da te bo lepo pokopati. Tako da jaz mislim, da tudi upanje obstaja. Ne pa samo, da, mogoče bi s tem zaključil, ne samo, da mislim, da upanje obstaja, ampak imam to srečo, da sem videl nekaj ljudi, nekaj zgodb, nekaj človeških usod, ki smo jim z različnimi načini, različne institucije uspeli vrniti upanje. In ko eno življenje, ko neko trpinčeno žensko, če želim zelo konkreten primer, lahko spravite ven iz tega kroga nasilja, ko lahko prepričate, da zapusti tistega nasilnega partnera, ko prepričate, da ne rabi več piti zato, da se bo počutila svobodno, sprijeto, in ko prepričate, da lahko na svojih nogah živi z neko pomočjo, potem veste, da v tem svetu marsikaj možno. In jaz mislim, da je tukaj tisti motiv ali pa tisti vzgon, ki ga verjetno vsi mi potrebujemo za to, da nekaj naredimo, da vidimo, da se vendarle da pomagati in da ne rečemo, kar saj je vse brez veze, saj je vse nemočno. Jaz verjamem, da vsak od nas ima možnost, da vpliva na življenje koga drugega in ga spreminja na bolje. In potem, to je pa tista stara teorija vzročnosti, ko prvo kuglico vržemo, se potem vse začnejo malo nihati, to potem sicer gre v različne smeri, ampak vendarle neko gibanje se povzroči in na koncu tistega gibanja je vendarle eno upanje, ker ta svet vendarle gre naprej in gre v moji veri in v moji perspektivi pa vendarle naprej nekemu cilju in nekemu smislu, ki je pa ena sama ljubezen. Hvala na tej, gospod Naziv, še zaključeno. Mogu ženeti na ovoj zemlji in koliko blizu možemo doći? Da postavi Adam je neki to voli reći protjeran iz dženeta, zato što je radio to što je radio na zemlji, pokazano. Znači, kad smo mi smo na zemlji pokazali i ne možemo, kad je kazna pitanja da nema lijepo, u zatvoru ne može biti lijepo i u zatvoru nema pokazano, jer tamo nije lijepo i mi ne možemo očekivati na zemlji da nam je lijepo. Nego tu smo samo da budemo najbolji koliko se da bi ponovo zaradili rad, da bi ponovo zaradili džennet. Sad, ovi drugi će prigovoriti pa će kazati da je to sad nije, što ne bi bilo lijepo na zemlji, tako dalje. Jeste lijepo onome ko nađe mjeru. Dakle, pošto je čovjek dualno biće od ruha, od ženskog ruha i od zemlje je stvoren i sad tu je ta neprestana nasušna borba između tog duhovnog i tjelesnog. Dakle, tijelo, materija, zemlja i tu je neprestana borba. I sad ko nađe, ko bude tu našao neku sredinu, njemu će biti lijepo i na zemlji. Ali da bi bio da bi bilo sve to na svom mjestu, on mora da bude primjer, mora da bude oličenje pravde, poštenja, čestitosti, moral, ono što je profesor govorio, moralno, je li moralno, nije moralno, etično i tako dalje. Kad Bog profesor upiše nekoga u istinite, dakle, on nema više potrebe da govori, da zaobilazi istinu. On i kad kaže istinu, on će pomoći drugima, on neće njima odmoći. Evo vam primjer. Policija je potjerala čovjeka zbog nekog nedjela
i naišao je kroz baštu, kroz čovjeka koji je bio u toj bašti, bio ovako, jesen je bila, lišće je bilo i čovjek je naletio, kaže pomaga, tjeraju ga policija, on kaže pod drugu lezi i zatrpa ga sa lišćem. Kad su ovi došli, jeste vidio nekoga da je prošao, kaže eto ga tamo pod lišćem. Onaj drugi policajac kaže, ma zezanes, kaže, nije moguće. On je rekao istinu i on njega spasio. Nisu istinite. Kad nije budemo upisani, mi moramo biti takvi. I onda nije problem. Znači, to sve je do nas. Hvala. Tem pa bi se na tem mestu na koncu res iskreno zahvalil vsem vam za vašo prisotnost.